Danes je potekala izredna seja kamniškega občinskega sveta, na kateri so svetnice in svetniki obravnavali program gradnje mestnih šol v prihodnjih letih. Razprava je bila zelo živahna, na koncu pa so svetniki in svetnice sprejeli nekaj pomembnih odločitev, ki so jih sklenili v 5 sklepov. Glede sprejetih odločitev je kamniški župan po seji povedal. Torej, jaz sem vesel, da smo sprejeli ta sklep, da se vendarle gre v izgradnjo šol, da se zadeva začne odvijati, predvsem, da je politika to spoznala in zadeva je bila sprejeta z veliko večino, tako da ima zdaj občinska uprava mandat za začetek izvajanja teh projektov. Predvsem bomo začeli pri spremembi OPPN-ja za tisto področje, zato da bomo lahko s tem zagotovili nadaljne postopke in seveda bomo pričeli z dograditvijo oziroma sanacijo šole Toma Brejca, za katero imamo ta hip dovolj denarja in lahko to začnemo. Obenem pa bomo seveda pripravljali že projekte za osnovno šolo Frana Albrehta, pregledali, kot nam je naložil tudi občinski svet, da naredimo primerjalno analizo med planom 2.8 in planom 2.11 in seveda na podlagi teh analiz, ovrednotenih tako finančno, kot tudi časovno in upoštevaje denar, ki smo ga že, bom rekel, zapravili za ta projekt, dobimo neke točne, jasne številke in potem izvedemo še dela na osnovni šoli Frana Albrehta, kajti časa res ni veliko, potrebno pristopiti k temu čim prej, ker demografska študija govori sama zase. So se politične strasti umirile, je bilo dosti konstruktivnosti? No, mislim, da sprejeti sklep potrjuje, da je bila razprava konstruktivna, razprava je bila v duhu tega, kar sam vedno poudarjam, se pravi, da je treba najti skupne točke, da je potrebno iskati konsens in tokrat so se svetniške skupine poenotile in izglasovale ta sklep, ki nas zdaj kot občinsko upravo tudi zavezuje. In kako so zadeve komentirale nekatere svetniške skupine? Na koncu smo pravzaprav sprejeli nekatere obvezujoče sklepe, da smo samo seznanjeni z neobvezujočim planom 2011, da se bo šola Toma Brejca začela graditi v letošnjem letu in pa da občinska uprava postori vse potrebno, da pripravi uradno primerjavo tako imenovanega plana 2008, ki je v veljavi, in pa plana 2011. Sicer moram reči, da mi s tem nismo zadovoljni, kajti z razpletom pravzaprav, kajti verjamemo, da bi ta plan gradnje, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu v občinskem svetu, z nekaterimi popravki lahko šel naprej, saj vsi vemo, da finančne postavke zagotovo niso v današnjem trenutku enake, kot so bile takrat, ko se je plan pripravljal. Vendar močno upam, da se bodo šole le začele graditi. V današnji razpravi glede izgradnje mestnih šol je bilo ugotovljeno, da za projekt, ki je bil sprejet leta 2008, še vedno nimamo gradbenega dovoljenja, da je bil projektiran nekoliko v premajhnih okvirih, ker je demografska študija pokazala, da bomo potrebovali še več prostora. In tretja stvar, nekateri so opozarjali, da je zastavljena preveč razkošno. In še četrta stvar, ki je najpomembnejša, to pa je, da imamo zbranega premalo sredstev za to stvar. V tem trenutku imamo za mestne osnovne šole zbranih 6 milijonov evrov. Frana Albrehta potrebuje tam okrog 12 milijonov evrov, medtem ko pa Toma Brejca okrog 5-6 milijonov evrov. In ugotovitev je bila, če hočemo glede šol karkoli v letošnjem letu narediti, potem je enostavno potrebno vnaprej vzeti projekt Toma Brejca in ga v letošnjem letu začeti izvajati. In to je bila neka kompromisna rešitev, ki smo jo mogli sprejeti glede na okoliščine, ki v tem trenutku vladajo. Torej, glede na finančna sredstva in glede na to, da Toma Brejca kot taka ni bila sporna, se je bilo že v prvem projektu predviden, da se stvar adaptira in dogradi, je bilo nekako logično naravno, da zdaj v tej
tem letu pospešimo izgradnjo Toma Brejca, za Frana Albrehta se pa resno poglobimo, ali je potrebno res porušiti, pa samo adaptirati. Torej, mislim, da so današnji 4 sklepi na nek način po svoje korak naprej, oziroma pomenijo nekoliko umiritev situacije. Kar se LDS-a tiče, smo z njimi zadovoljni, tudi zaradi tega, ker je pravzaprav kompletni občinski svet pokazal nek konsens, kar se nam zdi pravzaprav pomembno pri taki veliki investiciji občinski, da se nekako vsi strinjamo za koraki naprej. Torej, seznanili smo se za tem nekim novim projektom racionaliziranim, hkrati smo pravzaprav potisnili gradnjo osnovne šole Toma Brejca nekako naprej, za to gradnjo konec koncev bomo tudi v skladu z zadostno količino denarja, hkrati pa seveda to ne pomeni, da Frana Albrehta puščamo ob strani, ampak denar v skladu se nabira tudi v naslednjih letih in pa pregleda se zdaj projekt Frana Albrehta, ali iti z njim naprej, kot je bil predlagan 2008, racionaliziran sicer, ali pa mogoče v neki drugi obliki, kot je bil zdaj predstavljen, ampak zato bo pa narejena analiza. Tako da, kar se LDS-a tiče, mislim, da smo z današnjimi sklepi zadovoljni. Mislim, da je bila razprava izjemno tehtna in sem z njo zelo zadovoljna. Predvsem pa sem zadovoljna s precej razumnimi sklepi, ki smo jih na koncu sprejeli in ki bodo pripomogli k temu, da se bodo zadeve začele čimprej odvijati v korist tega, da bodo otroci čimprej prišli do osnovnih šol, takšnih, kakršnih jih potrebujejo.